Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prijeten in prijazen pozdrav z nove oddaje Klepetalnica, v kateri bo danes tekla beseda z gospo Manjo Toplak, vodjo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Vaša pisarna že nekaj let deluje, morda ne od začetka vstopa Slovenije v Evropsko unijo, pa vendar gre praktično za funkcijo te pisarne podaljšana roka, organizacijska pomoč našim poslancem in seveda stik z domovino. Tako je. Je pravzaprav podaljšana roka Evropskega parlamenta v Bruslu. Evropski parlament ima po vseh državah članicah vsaj eno pisarno, neke vrste predstavništvo, svoje predstavništvo in naša glavna funkcija, da javnost obveščamo o tem, kaj počne Evropski parlament in hkrati obveščamo Bruselj, kaj počne Slovenija. Odlično. Seveda letošnje leto je bilo precej delovno ali pa bolj delovno, kot so običajna leta. V mesecu maju smo imeli volitve v Evropski parlament. Številne akcije ste peljali iz Ljubljane po vsej Sloveniji, tudi pri nas smo se nekako soudeležili teh vaših promocij in odzivi več kot pozitivni, prav uspešni smo bili Slovenci, čeprav še zopet gre malo Slovence na volitve, ampak glede odstotka na minule volitve pa je bilo kar uspešno. Tako je. Več kot 20% več Slovencev je šlo na volitve tokrat, oziroma 4,5 odstotne točke. To je uspeh, sploh ker se je pričakovalo, da bo volilna udeležba šla še dodatno navzdol in tudi zaradi tega, ker pri nas ni bilo nobene politične krize, ki bi nekako motivirala, stimulirala volilce, da bi šli na volišča. Ni bilo sporednih volitev, kot recimo v drugih državah članicah, pa še lepo vreme je bilo. Tisti maj je cel maj deževalo, ampak na volilni dan pa je bilo krasno sonce. Tako da pravzaprav smo zadovoljni z rezultatom, smo pa še zmeraj s temi 30% na repu lestvice držav Evropske unije, ko gre za evropske volitve. Kdo bi rekel, da takšni in tolikšni faktori vplivajo pravzaprav na udeležbo, ne? Ja, to je zelo zanimivo. Tudi pri naši kampanji, ki je trajala več kot leto pa pol pred volitvami in cilj te kampanje je bil privabiti volilce na volišča. Čisto eno, za koga boš volil, samo pridi in oddaj svoj glas. To je bil glaven cilj. In tukaj smo rekli, dajmo se koncentrirati na tiste, ki so proevropski, ki verjamajo v Evropo, ampak ne hodijo na volitve in običajno ne grejo na volitve ravno zaradi takšnih razlogov, ker je lepo vreme ali ker so imeli kaj drugega, kakšno družinsko praznovanje doma ali pa ker sploh niso vedeli, da so volitve. Torej, Slovenci kot tak nimamo nič proti Evropi, no. Mislim, zelo malo je teh evroskeptikov, ampak nekako te naše pravice, ki nam jo podeljuje demokracija, te se ne zavedamo. Ciljna skupina je bila tudi mladi, ne? In tu ste veliko pozornosti namenili mladim. Imate podatke, Manja, ali je zdaj ta odstotek, ki je višji napram prejšnjim, na rovaš, bomo rekla, mladih? Ne. To je zanimivo. In se je povečalo. Mi smo imeli 3 ciljne skupine. Eno so bili mladi, drugi so bili starejši, nad 55 let, tretji so pa bili nekako tak vodilni kader, profesorji, kaki menedžerji, ti, ki imajo vpliv v družbi in ki imajo vpliv na druge ljudi pod sabo. No in kaj je zelo zanimivo, zelo smo se koncentrirali na mlade, tudi na tiste 55+, ki se še zelo dobro spomnijo, kako je bilo preden smo vstopili v Evropsko unijo, in najmanj pa na ta srednji sloj. Ampak na koncu se je ravno ta srednji sloj najbolj povišal. Udeležba se je za 20 odstotnih točk povišala, pri ta mladih za 5 odstotnih točk, pri ta srednji oziroma pri ta starejših pa najmanj. In to menimo ravno zato, ker smo ciljali na mlade z komunikacijo preko socialnih omrežij, predvsem preko Facebooka, ki pa jo predvsem uporabljajo ti, ki so tam srednjih let.
Tak da, ja, ali pa recimo, vključevali smo ogromno te influencerje ali te znane obraze, glasbenike, igralce. In ti pravzaprav nagovarjajo te naših let bolj kot ta mlade. Ta mladi so nam rekli, ja, ti igralec, tam en gledališki igralec me ne nagovori. Sploh tudi influencer me ne nagovori. Najbolj me nagovori moj kolega, moj vrstnik. Ne? In to je to posebno pri tem mladih. Ne? Ko smo že pri teh analizah, morda samo še takole informativno, če bi bile verjetno možne volitve elektronske oziroma prek tega, bi brško ne, tudi mladi, veliko ali pa ta srednja generacija, več se udeležili volitev. Verjetno. Težko to rečemo. Brez podrobnejših analiz. Mi smo ogromno hodili po šolah in se pogovarjali z mladimi, poslušali mlade. In pri njih ni ta problem, da se ne bi zavedali koristi Evropske unije. Mogoče ne na prvo žogo, ampak na drugo pa absolutno. Takoj se spomnijo na potovanje, na Erasmus, na marsikatero stvar. Pri njih je bolj problem, da ne vejo, koga voliti. Ne? In ko smo jim, recimo, ko jim pojasnimo malo, jaz sem enkrat zelo pametna, bila na eni šoli in sem rekla, veste, jaz tudi nikoli nimam 100% kandidata ali kandidatke jaz. Pač gledam bolj, kdo mi je blizu, kdo bolj, sem rekla, bolj tako razmišljate, kakšno Evropo bi radi imeli, bolj konzervativno, bolj liberalno, bolj socialno, bolj zeleno. No in potem so me ti učenci pogledali, dijaki pogledali, vsi, cel razred, presenečeno in so rekli, a veste kaj, mi ne vemo, kaj to pomeni. In tu je problem, da manjka nekega znanja o aktivnem državljanstvu, o politiki kot takšni, o tega izobraževanja v šolah nimajo. In tu z našimi aktivnosti v naslednjih letih bomo poskušali malo več tudi na tem delati. Ne. Sicer jaz, moj pristojnosti ni, da jim razlagam, kaj je bolj levo, kaj je bolj desno, kaj je bolj srednjo, to ni moje pristojnosti, ne. Pač pa učiteljev, staršev. Družine, ne, kot takšne. Zdaj je za nami, volitve so za nami, kakšne so bile? So bile, popraviti se ne da nič, ampak recimo vendarle ostajamo pri teh analizah, v Sloveniji imamo 8 poslancev, ne? 4 so novi, 4 so stari, odlična stvar, da se nekaj zamenja, ne? 4 ženske, 4 moške, ne? Ja. To se pravi, v samem Evropskem parlamentu pa je prišlo do precejšnjih sprememb. Zdaj morda, če malce ostanemo pač pri nas, zdaj ni pomembno, ne bova govorila o strankah, ampak 4 starejši, oziroma tisti, ki so že imeli mandat v Evropskem parlamentu, 4, ki prihajajo novi, kar pomeni, to je dobro, neka sprememba, ne? Ja, zelo uravnoteženi smo, moram reči, ne. In tudi smo 4, ki so malo bolj na levo obrnjeni, 4 pa, ki malo bolj na desno. Mi imamo uravnoteženost v vseh pogledih. Pravzaprav osebno, pa tudi moja ekipa, smo s tem izborom zelo zadovoljni, tudi zelo osebno so zelo prijetni karakteri so zdaj v tej skupini, tako da se kar veselimo dela z njimi oziroma že kar dobro sodelujemo. V Evropskem parlamentu pa so spremembe, ne nazadnje Ljudska stranka in pa partnerji nimajo večine več, kot so imeli v prejšnjih letih, ne, se pravi, tu bodo se iskali kompromisi, vsekakor, ne. Ja, od prve volitve v Evropski parlament so potekale leta 1979. Ampak brez nas. Brez nas, seveda. Ampak od takrat vse do zadnjih volitev sta imeli zmeraj dve največji stranki oziroma politični skupini večino. To sta Evropska ljudska stranka in socialisti. In zato je bilo dosti lažje sprejemati zakonodajo. Kajti oni so se morali, ti dve stranki so se morali uskladiti in je šlo skozi. V Evropskem parlamentu malo drugačen sistem sprejemanja zakonodaje, kot je tukaj pri nas, oziroma sploh cel sistem znotraj parlamenta. Tam ni nekako koalicije in opozicije kot pri nas, ampak se koalicija sestavlja glede na zakonodajni predlog, ki je trenutno v obravnavi. Torej, potrebna je bila samo večina, pač ti dve stranke sta morali stopiti skupaj in je šla zakonodaja skozi. Zdaj je pa drugače, kajti prvič v zgodovini socialisti in Evropska ljudska stranka nimajo večine. Torej bodo morali
sklenjevati kompromise z liberalci, zelenimi in to bolj pa več pravzaprav ne ostane. Ker drugi so pa vsi malo bolj evroskeptični ali malo bolj ekstremni. Z vašega povedanega, Manja, zeleni, velik uspeh so doživeli, bržkone tudi na račun več mladih, ki so šli, ki nekako zagovarjajo ta zeleni naš planet, pa vrednote zelenih. Kar močna stranka so postali v Evropskem parlamentu oziroma skupina? Postali so močna skupina, ja, sploh na račun nemških zelenih in tudi na račun tega podnebnega štrajka. Tudi naši slovenski mladi so si želeli kakšne močne zelene stranke, ki bi se potegovala na volitvah, ampak nekako tokrat ni to šlo tako skozi. Ja, ampak zeleni to je bilo kar presenečenje, hkrati pa to opozarja na to po eni strani, da so mladi na evropski ravni postali bolj aktivni, na drugi strani pa pač ta nujnost tega vprašanja. Zdaj res nekaj se mora narediti za našo prihodnost. In všeč mi je, da je to pač to področje ali da obstaja področje, ki potem združi mlade in jih tudi naredi politično bolj aktivne. Manja, omenili ste tudi evroskeptike, kar precej je bilo strahu zaznati pred evropskimi volitvami, da bi evroskeptiki, ki nasprotujejo seveda Evropski uniji, v takšni obliki, kot je sedaj, morda oni zagovarjajo Evropsko unijo v drugačnih vrednotah oziroma v drugačni organizaciji, pa vendarle so, bova rekla, navednica pogoreli evroskeptiki, kaj ne? Ja, niso bili tako uspešni, kot se je pričakovalo. Pravzaprav mi smo bili, ko smo začeli s to kampanjo, je bila tu kar močna bojazen, da bi lahko prišlo nekatere analize so pokazali, da vse do 35% sedežev v Evropskem parlamentu bi zasedali predstavniki evroskeptičnih strank. In zato smo tudi v naši kampanji malo opozarjali na te prednosti Evropske unije, tudi to, obstaja alternativa. Poglejte, kaj se dogaja zdaj z Veliko Britanijo, ko se po referendumu o Brexitu. No, in moram priznati, je bila kar bojazen, da bi prišlo preveč teh evroskeptikov notri v parlament, ki bi poskušali razdirati Evropo. Ampak stvar se ni iztekla tako zelo močno v njim prid, kajti na koncu je, mislim, da samo okrog 15% evroskeptičnih strank, ki pa niti niso več tako evroskeptične, kot so bile nekoč. Nekoč so govorile tudi o izstopu njihovih držav, recimo Le Penova, francoska političarka, je večkrat pozivala o tem, opozarjala o tem, da bi Francija izstopila, zdaj se o izstopu več ne govori. Ta Brexit je res bil nekakšna streznitev za mnogo koga in tudi za evroskeptične stranke. Tako da edina stranka v parlamentu, ki dejansko govori o izstopu, je stranka Brexit. Hotel sem ravno to reči, mislim, da je to bila ena prelomna točka, ki je za Evropo pozitivno delovala ta Brexit oziroma referendum. Tam pa se dogajajo seveda čudne, da se še malce tukaj ustavljamo, čudne stvari, premikajo se zopet datumi o pogajanjih in tako naprej. Mislim, da tudi Britanci več sami, vse večina ne ve, kaj je prinesel ta referendum. Posledice bomo videli, kakšne bodo oziroma kaj se bo zgodile. Ampak vse več Britancev ugotavlja oziroma v Združenem kraljestvu bo rekla, da seveda zdaj so še malce začeli Škoti nagajati, kot radi rečemo to, ampak zdi se mi, da spoznavajo, da vendarle bodo več izgubili kot pridobili. Ja, ampak se moram povedati, tudi za Evropo je to velik udarec. Mislim, to je močna država, ki bomo jo vsekakor pogrešali oziroma čutili bomo posledice njenega odhoda. Ampak jaz bi zdaj rekla, da v tem trenutku si vsi in ti na evropski strani in Britanci želijo, da se ta saga zaključi. Britansko prebivalstvo je tako razdeljeno, tam se govori še samo o Brexitu. Vse drugo je potisnjeno na stran, to je druge politične teme. So čisto na strani, ja. In zdaj bomo videli, zdaj kaj bo, podaljšali so ta
Izstop, odhod na konec januarja, a jim bo uspelo? Predtem bodo še parlamentarne volitve 12. decembra. Kaj bo zatem? A bo Johnson dobil absolutno večino, če jo ne bo, s kom bo sklenjeval koalicijo? Mislim, tukaj v Težko je kaj napovedati, ne? Težko je kaj, zelo, zelo nepredvidljiva situacija pred nami. Če Velika Britanija izstopi, tudi parlament evropski dobi drugačno podobo, manj poslancev, ne? 705 poslancev bo potem namesto 700, zdaj jih je 751, ja. Britanski več ne bo, ne? Ja, tudi so razmerje neto plačnikov v ostalih, Britanija je bila močna glede financiranja, ne? Se bo spremenilo, ne? Ja, mi bomo malo višje povprečje stopili. Ne bomo, kot kaže, ne bomo še neto plačnica, ampak bomo pa malo bogatejša država, kot smo bili povpreček, ko je bila še Britanija tukaj. Ja, nastala bo tudi velika proračunska luknja, ravno zaradi njenega odhoda, ne. In to je tudi eno veliko vprašanje, kako jo zdaj zapolniti, ne, ker so pa prišle tudi nove politike, ki se morajo vključiti v ta proračun. Zdaj, v Evropski uniji je tako, da se proračun sprejema vsakih 7 let, večletni proračun in tokrat, da naslednji bi naj začel veljati leta 2021, ne vem, a bo nam uspelo ga do takrat se uskladiti glede tega ali ne, ampak v tem je kar precejšnja proračunska luknja nastala zaradi odhoda Velike Britanije in potem zaradi novih politik, ki so obrambna politika, zaradi terorizma, migracijska politika, tako da pa še za izobraževanje bi naj v tem naslednjem proračunu šlo več denarja za Erasmus. Nova finančna perspektiva bo seveda tudi pod vprašanjem oziroma bomo videli, kaj bo. Iz preteklosti Manja Toplak, vodja pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, smo prišla že malo v prihodnost, ampak zdaj bo se vrnila v Ljubljano, vašo pisarno, takole, ne. Če ste bili to leto, pa leto poprej pred volitvami, seveda ne bom rekel obremenjeni, ampak v glavnem zaposleni z volitvami, z promocijo in tako naprej, pa vas čakajo verjetno že, pa tudi v prihodnje, nove naloge. Pravzaprav s katerimi nalogami, s katerimi dolžnostmi, kaj imate v pristojnosti v vaši pisarni in kaj počnete? Ja, mi zdaj v tem letu že gledamo vse do naslednjih volitev, bi tako rekla, ne. Tako da na nek način imamo kratkoročne načrte in dolgoročne. In te kratko-dolgoročni so v ospredju absolutno mladi. Mladih je prihodnost, ta miselnost se bi morala pri nas spremeniti, ne. To je tek na dolge proge. In naše aktivnosti so zelo osredotočene v mlade. Preko mladih pride ta informacija tudi do staršev, do učiteljev, ne, tako da ta ciljna skupina je večja. No, trenutno sodelujemo z 60 srednjimi šolami po celi Sloveniji, to je 1/3 srednjih šol, projekto Eurošola in šola Ambasadorka, kjer so mladi zelo, zelo aktivni. In mnogokateri mentori povejo, da glavna informacija o državljanski vzgoji, na nek način ali aktivnem državljanstvu in o Evropi dobijo pravzaprav preko naših programov, ne. In tu bomo te programe smo še okrepili, tako da bomo razširili jih tudi na osnovne šole in to bo naša prioriteta čez celoten 5-letni mandat. Hkrati veliko delamo z mediji. Z mediji poskušamo sodelovati tako, da vabimo, vodimo, peljemo novinarje v Bruselj, v Strasbourg, na plenarno zasedanje in cel kup drugih oblik tega sodelovanja imamo. Hkrati pa sodelujemo veliko z kakšnimi organizacijami, sploh med kampanjo smo sodelovali z 23 mladinskimi organizacijami oziroma mladinskimi študentskimi organizacijami. In s to sodelovanje bomo še nadaljevali z različnimi deležniki. V naslednjem letu bomo kar parkrat šli v različne regije, kjer bomo imeli takšne neke vrste evropske dneve.
V glavnem poskušali bomo biti čim bolj aktivni in ponavljati to sporočilo, da Torej ne gre samo vaša pisarna za neko organizacijsko enoto, gre tudi za politično funkcijo, ki ima, ne? To se pravi... Politično funkcijo, ja, mislim, Politična inštitucija kot takšna. Evropski parlament je politična inštitucija, ampak naša vloga je zelo nevtralna, ne? Mi pravzaprav smo tam, predstavljamo, zastopamo stališče celotnega parlamenta in tudi pomagamo vsem 8 našim poslancem, sodelujemo z njimi. Nekako ste primerjali kot ambasada, neke vrste, ne? Manja, povejte mi, ne vem, če imate vrata enkrat tedensko ali pa ves čas odprta, se oglasi kaj ljudi pri vas, takole v vaši pisarni, pa poišče kakšne informacije? Ja, mi imamo v Ljubljani, smo znotraj hiše EU, v tej hiši smo skupaj s predstavništvom Evropske komisije in v hiši je tudi en multimedijski center, ki se imenuje Doživi Evropo. Tam lahko, ta je odprt vsak dan, oziroma vsak delovni dan in odprt za vsakogar in tam si lahko na različnih teh aparaturah na zelo interaktivni način ogledate delovanje Evrope. No in mi vsak dan dobivamo, nas obiščajo skupine, običajno so to kakšne skupine dijakov, šole. Je pa odprto za vsakogar. Tako da jaz vabljeni, da nas obiščete in da spoznate Evropo. Bova povedala še lokacijo, ki ste v Ljubljani, da ne bova pozabila. Tako je. To pa je hiša Evropske unije na Dunajski 20. Odprto vsaki dan od 9. do 18. ure. Do 18. ure. Zanimivo, vse to, kar se dogaja pri vas, seveda tudi prihajajo včasih kakšne ažurne zadeve iz Bruslja, ko treba kaj hitro spraviti skupaj, ali je to bolj takole dolgoročno zadeva napovedana za realizacijo recimo v Sloveniji nečesa? Pride do ažurnih, ja, absolutno. Če je primer kakšnega, že samo po referendumu o Brexitu, dobimo navodila z Bruslja, kako to komunicirati, ne? Ali kako to predstaviti, to dobivamo resna, mislim, redno tedenska sporočila, kako komunicirati te vroče tematike. Ali pa recimo, če nas kakšna delegacija obišče z Evropskega parlamenta, tudi zvemo 2 tedna prej, recimo. Poskrbite za njih, vi ste tisti, ki... Tudi poskrbimo, pomagamo pri organizaciji, organiziramo kakšno tiskovno konferenco ali pa odvisno, zakaj nas prosijo poslanci, ampak smo jim na razpolago. Koliko to ni tipičen predsedniški ali pa politični obisk, ne, potem, ko če je predsedniški, potem je to malo seveda drugi protokol tudi, ne? Sodelujemo tudi, ne, absolutno, ko je predsedniški obisk, ne, ampak to že, to zvemo že nekaj časa, vsaj mesec naprej. Manja, današnja komunikacija seveda, da se pisati nadaljavo, skejpati, gledati, konference so že, kot radi rečemo te. Pa vendarle, kdaj je treba te tudi kot vodja verjetno v Bruselj, ne? Ja. Zdaj ne vem, ne bom vpraševal, kako pogosto, ampak tudi morate. Ja, se lahko povem, vsaki mesec grem za 4 dni v Strasbourg na plenarno zasedanje. To je enkrat mesečno, tam je samo plenarno zasedanje. Plenarno zasedanje. Pol pa recimo vsaki drugi mesec pa še v Bruselj, približno. Tam pridete verjetno predstavniki skupaj tudi drugih držav, ne? Tako, v Bruslu, v Strasbourgu pridemo skupaj predstavniki drugih držav in tam se srečamo tudi z direktorjem in vsemi ostalimi, s poslanci. Glavnem, na teh plenarnih zasedanjih v Strasbourgu se glavna zakonodaja sprejema, se največ stvari dogaja. To so taki zelo aktivni, zelo živahni dnevi. Torej, obstaja hierarhija tudi v vaši službi, oziroma v vaši pisarni je nekdo, ki pač, morda niste mu neposredno podrejeni, ampak ki daje direktive, ne? Zdaj pa glede Strasbourga, ne? Ogromno to stane, ne?
To se vse selje enkrat mesečno iz Bruslja, ne? Kako vi to recimo ocenjujete? Gledati selje, Strasbourg je zelo lep, je sicer dražji kot Bruselj, tudi če gledava z pragmatizma kot takšnega, ne? Verjetno za kosilo v Strasbourgu več date kot v Bruslju, ne? Predvidevam, ne? Ker v Strasbourgu nisem šel na kosilo, ampak je lepa vse, ampak vsa selitev, vsa infrastruktura, vse, kar treba, to Evropski parlament precej stane, menda, ne? Tako. Večina nas zaposlenih in večina poslancev si bi želeli, da bi bil sedež v Bruslu in da bi bila plenarna zasedanja v Bruslu. Ampak s pogodbo je napisano, določeno, da so plenarna zasedanja v Strasbourgu. To je bilo takrat določeno, ko je nastajala Evropa in ko so to, da so določili tam sedež, je bil nekako znak, simbolični znak sprave med Francijo in Nemčijo, ne, to je ravno na meji, ne, in takrat so tudi tja postavili sedež Evropskega parlamenta, najbolj demokratične inštitucije Evropske unije, ne. In, oziroma ne najbolj, da se popravim, edino demokratično izvoljene inštitucije znotraj Evropske unije. No, in če pa želimo spremeniti to pogodbo, morajo o tem odločiti vse države članice, vključno s Francijo, ki si pa tega ne želi. Francija nikoli ne bo absolutno... Veto bo dala. Ona bo dala vedno veto, kajti ta Evropski parlament v Strasbourgu ne samo, da je to pač prestižno za državo imeti to inštitucijo v svoji državi, temveč tudi finančno ima ogromno koristi. Hotel, v katerem jaz stanujem, stane v času plenarnega zasedanja 3-krat več kot dan po plenarnem zasedanju. Ali pa poprej. 3-krat več. Manja, verjetno ste tudi merodajni, ne nazadnje bi to morali naše evropske poslance morda vprašati pogosteje. Kako vidite Slovenijo v prihodnjem obdobju, v tem obdobju do naslednjih volitev? Tudi finančna perspektiva se bo v tem času nekako zamenjala. Nekako Slovenci smo, za konec tega najenega pogovora v klepetalnici, nismo evroskeptiki, smo Slovenci za Evropsko unijo, pokazalo se je, da je zadeva koristna, Slovenci smo imeli verjetno več koristi kot slabosti od tega, včasih smo malo prehitro popustili kakšnim zahtevam Evropske unije oziroma parlamenta, ampak zdi se mi, da politična volja, gledanje ljudi v Sloveniji vendarle v večji meri podpiramo to Evropsko unijo tudi v prihodnje in morda bo kakšen odstotek te podpore padel, ker, kot ste rekli, sedaj se malce dvigujemo, nekaj manj bo verjetno denarja prišlo z Evrope v Slovenijo. Kako vi na to gledate? Vprašanje, če bo ta odstotek padel. Ta odstotek se je v zadnjih letih dvignil, to pa prav zaradi tega, ker so krize za nami, bolj ali manj, se je bila finančna, gospodarska, migrantska, vse te krize so se vrstile ena za drugo in potem se je hkrati zgodil še Brexit pa Trump. In ljudje so začeli spet verjeti v Evropo. Verjeti. Vprašali so se, kaj pa je alternativa. In pri nas je mislim, da tam okrog 70% Slovencev meni, da ima Slovenija koristi od Evropske unije. To je kar veliko. Če pa gledava globalno kot takšno, ker ste omenili Trumpa, seveda Amerika pritiska na Evropo, to je konkurenca Amerike absolutno. Edino Združena Evropa je lahko konkurenčna Združenim državam Amerike kot takim. Potem zopet drugi pol Rusija, Kitajska, ki je začinila politično zgodbo in gospodarsko v svetu, Indija se prebuja. To se pravi, če bomo želeli Evropejci res ne obstati, to bi zdaj bilo preveč povedano takole čisto obstati, ampak če želimo nekje v gospodarskem svetu, v ekonomiji obstati, biti konkurenčni, potem moramo biti verjetno združeni. Moramo biti združeni. V tem globalnem svetu
alternative za Evropo ni. Ni drugačne. Tudi Nemčija, ki je tako velika, pa Francija pač ne gre, sta premajhni za gigante, ki je to... To se dobro vidi pri Britaniji zdaj, ko so začeli računati, kaj bo vse prineslo jim, oziroma kaj bodo vse izgubili zaradi pristopa. Dobro, Trump je obljubil nekaj drugega glede carine, ampak glede na Evropsko unijo bo pa... Ampak mladi, če dalje bolj obsojajo seveda ta Brexit, ker spoznavajo fluktuenca oziroma prehodi, največ mladih potujejo v Evropo, iz Evrope, zaposlite. Je bila zdaj v Evropski uniji fantastično, lahko so se zaposlili kjerkoli, v Evropski uniji brez težav. Zdaj pa bo verjetno prišlo za mlade Britance do težav. Mlade Britance najbolj stiska, kaj bo z njihovo prihodnostjo. In to je tisto zaskrbljujoče, da so starejši odločali o njihovi prihodnosti. Žal. Hkrati pa je, sem rekla, bila streznitev za marsikatero drugo državo znotraj Evropske unije, ki je bila poprej malo bolj evroskeptična. Zdaj pa, ko gledamo to Britanijo, kako se zvija, kako ne ve kam, kako ne zna oditi, hkrati se ne zna vrniti, ne ve, kaj bi. Zdaj pa si mislil, dobro, da smo tukaj na tej strani. In še en dokaz več, kaj zmorejo mediji, ki znajo stvar ali zaviti v prazničen papir, ali pa prikazati nekaj predvsej bolj negativno, kot je. In tu so pravzaprav mediji glavno vlogo odigrali. Tako, po eni strani mediji, po drugi strani pa te lažne novice. Lažne novice, ki so bile tudi razlog, da se je zgodil Brexit. Ja, ampak na mladih svet stoji, in pri nas, mi v naši pisarni poskušamo ogromno sodelovati tudi z mladimi prostovoljci. In tu smo bili zelo presenečeni, koliko mladih se je odzvalo na našo kampanjo in je reklo, a lahko sodelujemo, a vam lahko pomagamo. Volontersko povsem. Popolnoma prostovoljno. Za njih je to bilo nekako, da smo jim zaupali, je bilo več kot dovolj. In z njimi nadaljujemo še naprej. Tudi v tem mandatu sodelovanje so neverjetno aktivni. Imajo različne delavnice, hodijo po šolah, predstavljajo Evropsko unijo, aktivni so na družbenih omrežjih. In pri mladih to deluje, da ti pove tvoj sovrstnik, Evropa je dobra stvar, ali dajmo, bodimo malo bolj aktivni državljani. Če jaz povem, ima drugačen vpliv na mlade, kot pa če jim njihov vrstnik pove. In tu smo res zelo, zelo veseli, da imamo takšno dobro sodelovanje in z mladimi in s tem mladinskimi organizacijami. S to čudovito optimistično mislijo, predvsem namenjeno mladim oziroma o njihovi perspektivi, se Manja zahvaljujem, da ste prišli v Mursko Soboto. Sicer ste obiskali tudi dom s Potoma, ker ste doma v Radenci, se pravi, ste Štajerka, ste tukaj iz našega konca. Smo ponosni, da imamo osebo v Ljubljani na takem mestu, pa seveda hvala za obisk, za tale pogovor. Jaz verjamem, cenjeni gledalke in gledalci, da ste veliko zvedeli o tem, kaj se dogaja na relaciji pravzaprav Bruselj-Slovenija, pisarna Evropskega parlamenta, katere vodja je gospa Manja Toplak, je v Ljubljani. Mi bomo seveda to vrstne pogovore še vključevali v naše oddaje, ko bo priložnost za to. To je bila današnja klepetalnica in verjamem, da boste tudi vi do prihodnje oddaje podoživeli kaj lepega. Srečno.